takšen dogodek v zadnjih 2 letih. Se pravi, prvič je takšna vaja bila izvajanja na teritoriju Republike Slovenije v letu 2019. Danes boste z naše strani slišali tudi par besed, kako je viden napredek, ker na vsezadnje, kadar delujemo s partnerji, tako kot v tem primeru, seveda govorimo tudi o interoperabilnosti, o sposobnosti skupnega delovanja. Na kratko še z moje strani 2 besedi o oborožitvenem sistemu. Mi tega uporabljamo že več let. Naša enota ima 2 cilja usposabljanja. V prvi fazi je bila to zračna obramba točkastega objekta, medtem ko se je raketna baterija zavezniške vojske tukaj razmeščala, smo bili mi že postavljeni in jim nudili zaščito. V drugi fazi pa hočemo delovati v koordinirani zračni obrambi skupaj z njimi. To nam omogoča skupna slika iz Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora na Brniku in to isto sliko dobivamo tako mi v naše poveljniško mesto, kot naši zavezniki v svoje poveljniško mesto. Dober dan, gospe in gospodje. V soboto bomo obeležili Dan Slovenske vojske. Kolikor lahko razumem iz mojih pogovorov in obiskov v zadnjem času pri pripadnicah in pripadnikih Slovenske vojske, se je zlasti po sprejemu zakona o dolgoročnem stabilnem financiranju Slovenske vojske med leti 21 in 26 zelo okrepil nek optimizem in vera v to, da je mogoče v prihodnjih letih pričakovati zares profesionalno usposobljeno Slovensko vojsko, tako za delovanje v miru kot v vojni, z višjimi ocenami, kot jih je bila deležna pri letnih ocenah doslej. Gre za nek občutek, ki je zelo pomemben med pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske, da bodo imeli tako tehnične kot druge pogoje za to, da se usposobijo tako, kot od njih mi, državljanke in državljani, tudi pričakujemo. So vojaški steber naše nacionalne varnosti in zdi se mi pomembno, da svojo usposobljenost preverjajo, krepijo tudi ob sodelovanju z našimi zavezniki. Slovenija je članica zveze NATO. Zelo pomembno je, da imamo redna usposabljanja skupaj z našimi partnerji, zavezniki, tokrat z pripadnicami in pripadniki vojske Združenih držav Amerike. Vse to se mi zdi sme in mora krepiti med našimi ljudmi en občutek varnosti. Slovenska vojska bo gotovo v naslednjih letih imela možnost tudi z vidika zagotovljenih finančnih sredstev, da bo lahko izpolnila naša visoka pričakovanja.